dolga leta se borimo proti korupciji in proti politiki uničujoče oblasti. Mnogo tega smo pretrpeli in včasih se človek vpraša, ali ima splošen smisel. Ampak ta pogled danes na vas vrača upanje, vrača smisel in ta pogled danes na vas je največ. Ta pogled danes na vas je največ, ker si človek lahko želi in hvala vam za to od srca. Dobrodošli na tem veličastnem shodu, dobrodošli v borbi za našo Slovenijo. Konec je ljudje, morate razumeti, da je konec. Zdaj ni več dvoma o tem, da nam uničujejo naše življenja, uničujejo poklice, uničujejo izobrazbo in kar je najhuje, uničujejo otroštvo naših otrok in pa njihovo prihodnost. V zadnjih 18 mesecih pa so nam pritajeno ukradli tudi vso svobodo. Moram povedati, da to moramo ustaviti. Vzeli so nam svobodo, vzeli so nam dostojanstvo, vzeli so nam pravico do dela, pravico do izobrazbe. Jemljajo nam popolnoma vse. In to bomo danes tukaj zagotovo ustavili in poslali na jasno sporočilo. Postali smo sužnji brez pravic. 30 let nas že lažno delijo na leve in desne in na vse mogoče barve. Želijo izključno to, da smo sprti med sabo in da spregledamo to, da so v bistvu vsi isti in da so vsi samo dva krila roparske ptice, ki čepi ob samem proračunu in krade naš denar pod pretvezo, da varujejo naše zdravje, kar seveda ni res. In ta njihov kriminal se je razpasil predvsem zdaj v zadnjih 18 mesecih v tem COVID planu. Zdaj ste vsi prepričani, da v tem parlamentu sedi zgolj 90 krokarjev, ki plenijo naš denar, ki plenijo naš denar, plenijo naše davke, plenijo naše prispevke, zraven pa lažejo, da to počno zato, da bo rasla blaginja in pa razvoj ljudi, kar je seveda totalen nonsens. Od tem, da so nam pokradali naš denar, so nam pa pokradali še vse pravice. Ljudje moji, od danes naprej polovica Slovencev ne more več delati. Polovica Slovencev se ne more več gibati, če nima pri sebi enega usranega lista papirja, ki se mu reče PCT. Ali smo mi novodobni Židje, ki jih je treba iztrebati? 80 let nazaj, nedolgo nazaj, malo pred genocidom, so tudi oni potrebovali zgolj en papir, da se lahko gibljajo. Pa vemo, kam je pa ta stvar pripeljala. Neka stroka z vlado na čelu nas neprestano žali in nas ponižuje, da smo mi nevedni, da smo neumni, da smo revni, neizobraženi, ker zavračamo ta njihova priporočila stroke.
A kakšne stroke vas vprašam? Iste face gledamo že 18 mesecev, iste ljudi, iste grožnje, iste metode poniževanja in iste napovedi, ki se nikoli ne uresničijo. A je kdo že odgovarjal za to? Naše starejše osebe so zaprli v domove in prepovedali gibanje, obiske in pa stike z bližnjimi. Vsakodnevno so jim grozili, da se morajo iti cepati, da bodo lahko svobodni. A mislite, da so dom svobodni? Še vedno jih zapirajo in jim omejujejo obiske. A si tako svobodo zaslužijo naše starejše osebe, naši dedki, naše babice? Otroke so nam zapirali, otroke. Otroke so nam zapirali, učence, dijake, študente, prepovedovali so jim druženje, ograjevali otroška igrišča, kaznovali in kazensko preganjali njihove starše, prepovedovali interesne dejavnosti, prepovedovali ekskurzije, krožke, se pravi vse, kar je izrednega pomena za psihosocialni razvoj otrok. Ukradel so jim 1 let pa pol življenja. Stiske otrok, ki živijo na socialnem robu, so vedno večje. Raste alkoholizem, rastejo depresije, rastejo samomori. Katastrofalen porast je družinskega nasilja. Žrtve nasilja pa ne morejo do križnih centrov, ker nimajo tega papirja, ki se mu reče PCT. Ljudje torej umirajo zaradi enega lista papirja. Zato morajo oblastniki slišati danes to. Stop PCT pogojevanju! Stop uničevanju življenja ljudi! Stop kraji javnega denarja in korupciji! Stop laganju in manipulaciji s številkami! In stop uničevanju gospodarstva. Hočemo svobodo! 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 Hočemo pravico do dela! Hočemo pravico do druženja! Hočemo pravico do zdravstvenega varstva! Hočemo nazaj svoje življenje! In zaradi vsega tega zahtevamo, da se vsi obvezujoči ukrepi takoj spremenijo v priporočila in pa razpis predčasnih volitev, ker ta parlament
Nima kančka zaupanja ljudi več. In po teh volitvah, ljudje moji, z malo skupinskega truda lahko dosežemo novo politiko. To bo politika prihodnosti, ne več preteklosti. Politika združevanja, ne več delitev in ločevanja. Politika etike in morale, ne več korupcije. Politika srečnih ljudi in perspektivnih mladih družin. Politika zadovoljnih delavcev in upokojencev. Politika prodornih podjetnikov. In kar je najbolj pomembno, politika, ki bo vrnila državo iz kremplov kriminalcev nazaj v roke poštenih državljanov. Živa Slovenija, živa resnica, svoboda in moč ljudem! V resnici stranki, pridružimo se, gremo vsi delati za resnico, za svobodo Republike Slovenije. Ni važno etičnost, važno je srce in morala, borba za narod. Vsaka svoboda je odrezno bistvo. Ne pogajamo se, pogajamo pa se. Besede trenutno predajam gospodu Srečku Šorju, gospodu znanstveniku, ki bo izpodbijal vse korona ukrepe na znanstven način. Samo resnica lahko razreši koronsko krizo. Resnica pa pomeni empirično znanost. Empirična znanost pomeni opazovanje in meritev. Vse ostalo je larifari, vse ostalo je pretvara. S tem namenom smo mi imeli simpozij 10 uglednih slovenskih zdravnikov in znanstvenikov. Spomladi izdali smo zbornik Koronska kriza pod drobnogledom empirične znanosti in vsi parlamentarci so jo dobili v PDF obliki. Tudi na vlado smo jo poslali. Katera so znanstvena dejstva koronske krize? COVID-19 je toliko nevaren kot sezonska gripa. Točka 1. Članek Johna Ioannidisa. Na velikih številkah je to praktično izračunal. Ioannidis ima 950 člankov na PubMedu. Vsi naši koronski guriji jih imajo okoli 300, on jih ima 950. Drugo dejstvo, cepiva so neprimerno bolj nevarna od tega virusa. Za koronskim virusom, če vi dobite ta koronski virus, recimo da obstaja, nekateri vrhunski znanstveniki pravijo, da je to matematična simulacija, recimo da obstaja, če vi dobite, če ste okuženi s tem virusom, ne boste dobili strdkov krvi. Strdki krvi so se povečali za 200 krat, odkar cepimo. Če vi zbolite za koronskim virusom,
ne boste imeli srčne kapi, možganske kapi, odpovedi organov, paralize telesa, za koliko ljudi vemo, 3 tedne, 2 tedna po cepljenju so obležali v postelji. Namen cepljenja je, da postane sezonska gripa smrtno nevarna. To je znanstveno dejstvo. Kajti ljudje, ki so cepljeni z cepivom, postanejo neodporni na navadno gripo. Zaradi tega bomo imeli mi novembra, ko bo resnični val gripe, bolnice polne. Ampak spet bojo lagali. Spet bojo rekli, ne, to je zaradi tega, ker tistih 30%, koliko nas bo še 40, niste cepljeni. To so vse debele, svinjske laži. In empirična znanost to neizpodbitno potrjuje. Mi opozarjamo že, skupina znanstvenikov opozarjamo našo vlado že od aprila, že od marca. Naredite vsaj eno znanstveno analizo učinka cepiv, kaj smo mi s temi cepivi dosegli. To pomeni recimo tistih, ki ste cepili decembra, dajte vzeti kontrolno skupino, tistih, ki ste jih cepili, ki jih niste cepili decembra, pa dajmo pogledati, kakšni so rezultati. Danes je v Sloveniji zaradi cepljenja umrlo vsaj 1500 ljudi, ki bili sicer živi. Ok. In pravna odgovornost za to je že danes neizpodbitna. Zato, ker je Svetovna banka pač naredila plan depopulacije. Namen cepljenja je depopulacija svetovnega prebivalstva. To je empirična znanost. To je resnica, življenjska resnica. In te življenjske resnice naša politika noče sprejeti. Politika, ki pa ne časti resnice kot svojega prvega pravila, kot svojega prvega gonila, je pa obsojena na propad. Ker nikoli v zgodovini človeštva nobena stvar ni mogla obstajati na laži. In koronska kriza je laž, popolna laž. Koronska kriza se ne izvaja, koronska kriza se izvaja vsak dan posebej, zato smo mi dobili denar, da jo izvajamo, ne zato, da jo rešujemo. Pa so rekli, prvi odmerek, luč na koncu tunela. Pa ste se cepili prvič, pa so rekli, joj, tunel je malo daljši. Drugi odmerek, pa ste se cepili drugič, pa so rekli, joj, zdaj pa bo treba tretji poživitveni. Zakaj 3-krat? Zato, ker je treba cepiti ljudi, dokler ne zbolijo in umrajo. Znanost neizpodbitno dokazuje, da je naravna imunost neprimerno dokazuje, da je naravna imunost najboljša proti koronskemu virusu. Ga dobite, ga prebolite in greste naprej v življenju. Oni so pa z tega virusa so naredili demona, medijskega demona. Zato, da lahko uničujejo človeška življenja.
življenja, da lahko uničujejo ljudi. Zato, da se ne smemo srečevati, zato, da ne smemo videti svojih vnukov, zato, da se ljudje ne morejo biti več skupaj. To so vse fašistične metode kontrole nad ljudmi. In Slovenci smo dosti pameten narod in dosti priden narod, da lahko živimo od svojega dela. Okay. Koronska kriza se je pripravila 20 let se je projektirala koronska kriza. Vse je bilo jasno, kako bodo stvari potekale. In z namenom, da ljudje postanemo bioroboti. Ok, kajte v teh cepivih je biotehnologija, ki ko se vi enkrat cepite s tem, praktično bi vas začne živeti sama in se napaja z energijo vašega telesa. Ok, hidrogen, ste slišali že. Oni hoče narediti plastičnega človeka, oni hoče narediti človeka, ki bo dobil, ki bo priden, ki bo polizal, ki bo plate, če bojo rekli. Zato uničujejo naše otroke. To je največja svinjarija, ki se je kadarkoli zgodila v naši državi. Da par idiotov, pravilno nesposobnih idiotov uničuje naše otroke. Niso potrebne maske, ni potrebno nič v šoli. To je največji zločin nad lastnimi otroci in narod, ki izvaja zločin nad lastnimi otroci, ljubi moji, je obsojen na propad. Če mi ne zmoremo ljubezni do lastnih otrok, boljše, da se jutri obesimo. Jutri se lahko, danes se lahko obesimo. In zdaj bi radi cepili otroke. Par psihopatov. Pa je rekla WHO, otrok ni treba cepiti. Ne naše razpravljajo, oni imajo simpozij. Kako bi bilo treba cepiti otroke? Slovensko javno zdravje je v rokah totalnih idiotov. Ki ne poznajo znanosti in ki so pravilno nesposobni. A vam je to jasno? Ja. Tako da... Hvala, da ste prišli danes v Ljubljano. Slovenija je naša dežela. In mi si bomo vzeli to deželo nazaj. Slovenija ni last Svetovne banke. Mi bomo vzpostavili poler, mi bomo vzpostavili teritorijalno obrambo, mi bomo 100% predelali hrano doma, mi bomo imeli radi naše otroke in tem kriminalcem bomo rekli ven z naše države. In prvi, ki bodo leteli ven, je WHO. To je največja kriminalna organizacija na svetu za pobijanje ljudi. WHO. Je prišel visoki predstavnik WHO pa je rekel, Slovenčki premalo ste cepljeni, 40%. Mi imamo plan pobiti toliko ljudi, mora biti vse 80% cepljenje. Namen cepljenja je pobiti populacijo, je to jasno. In mi opozarjamo vlado, naj se naredi znanstvena revizija cele te koronske krize, že 6 mesecev nočejo slišati. Zato smo izdali zbornik, da bi Slovenijo vrnili v okvire zdrave pameti. To je ta nova normalnost.
tudi radi psihopati iz tujine, da bomo cepili svoje otroke, da se nam bojo pobijali, da oni bi radi naredili iz te države ljudnico. Namen koronske krize je, da psihopati imajo pod kontrolo duševno zdrave ljudi. Tako da voda je do tu. Okay. Na naslednjih volitvah se gre 100% voliti nove obraze, niti en politik ne stoji za nami. Niti en človek v parlamentu ni dal po mizi pa rekel, prepizdi materni, nehajmo jebati svoj narod. Niti en. Niti en človek v vladi ni rekel, pa dajmo nehati s tem sranjem. Ok. In zdaj, ne moreš iti več po benzin, ne moreš iti potrdilo od nije zove. Pa naj grejo, naj si nabavijo psihiatre, saj imamo psihiatre, naj grejo ti na psihiatrijo, da naj se tam zdravijo. Ok. Pa naj jim država plača te ure pri psihiatri. Če si duševno bolan, ni treba jebati v glavo cele nacije. Razreši svoj konflikt sam. Jaz počasi zaključujem. Eno stvar moram povedati. Meni je dvignilo pritisk, da so se spravili na otroke. Meni je to tako dvignilo pritisk, da ne morem povedati. Ko vidim te duše. A nas slišijo? Janez, odstopi! Janez, odstopi! Janez, odstopi! Janez, odstopi! Janez, odstopi! Med nami pozdravljam tudi damo, prepoznavno, predvsem po dobrih idejah in pa po motivacijskih govorih, to je gospa Damjana Bakarič. Slovenija, všeč mi je, da vas vidim v tolikšnem številu. Bravo! Končno! To je to! Edino žal mi je, ker vidim do konca in naprej, in žal mi je, ker je malo slabo ozvočenje. Ampak okej, nič hudega, fanti so se potrudili, lahko se jim zahvalimo, da so sploh kaj naredili. Dajmo še zaplav za fante, ki so to organizirali, delaj. Okej, jaz bi vas nekaj, dajmo še enkrat. Lejte, samo eno prošnjo imam. Dajmo se danes vzdržati, dajmo danes pokazati, da smo kultivirani, dostojanstveni. Veliko sem slišala že žalitev. Pa bom rekla, da mi to ni všeč, ampak se strinjam z vsem povedanim in sem v kognitivni disonanci. Ampak, poglejte, dajmo danes biti mirni, kultivirani, ker vemo, da množica lahko drhal, lahko je nasilna, lahko je pa dostojanstvena in junaška. In dajmo se danes odločiti, da bomo junaški. Slišala sem, da se znajo zgoditi provokacije. Ne nasedajte, ker to so njihovi cilji. Možno, ni pa nujno. Okej? Če vas kdo vdriva, ne padte v nasilje, padte danes v ljubezen. Samo v to in nič drugega.
Jaz bi nekaj omenila, ne bom ponavljala, kar so vsi pred mano povedali, mi vsi vemo, zakaj gre. Svetovna planinska elita ima načrt, da v bistvu uvede nov svetovni red. To se je zgodilo s planinskim kapitalizmom, ko so se srečali Thatcherjeva, Friedman pa še ne vem kdo in veste, kaj so uvedeli. O tem piše Naomi Klein, sem rekla prav. Naomi Klein v doktrini šoka. V redu. Virus je nora dobra pogruntavščina, na njem lahko delaš izvrstno propagando. Oni so geniji, to se morate zavedati. Virus je bil, je in bo. Pustimo to, a je virus posledica ali vzrok. Medicinska doktrina Rockefellerjeva, tisti, ki poznate, veste, kaj so oni naredili. Okay? V redu, vemo, propaganda je odlična, izvaja se skozi množične medije. Noben moj bivši novinarski kolega ni zastavil vprašanj, ki sem jih recimo jaz danes zastavila. Noben ni šel raziskovati druge plati zgodbe. Mene so trenirali, učili, da je treba objektivno pristopati k vsemu, kar se dogaja. Tukaj gre samo za propagando, za ponavljanje ene in iste zgodbe. Kateri cilj je samo en? Kdo ve? Kdo ve? Ne, da ste prestrašeni, da ste posrani od strahu, da ste v stresu, da vam pade imunski sistem in da vsemu rečete ja, tudi stvarem, ki niso v vašem interesu. In to je njihov načrt. Prosim vas, vi vsi ste inteligentni, ste čustveni, ste empati, veste, da je nekaj narobe, ne igrajte njihove igre, ker to ne samo potegne. Naslednja njihova v tem propagandni zgodbi je, da nas razdelijo. Energijo morda namenjamo napačnemu viru zdajle. Jaz bi rada to povedala do konca, ker je ful pomemben, vsaj zame. Njihova naloga, obstransko urodje te propagande, da nas pravijo na kolena in v večni strah. In jaz vem, kaj je življenje v strahu, ker sem živela v strahu celo svoje življenje. Tesnoba, panični napad in tako naprej. O tem sem napisala tudi knjigo. In marca 2020 sem zaslutila, kaj se dogaja. Tako sem vedela, zato sem naredila ta video. Ne smete post, prosim vas, na delitve. Boli nas, a so cepljeni ali ne cepljeni, mi moramo stopiti skupaj. Mi moramo stopiti skupaj, zakaj? Zato, ker nas tako ne morajo premagati. Agresija, priznam, zato ker agresija pomeni, da gremo naprej. Če moški ni agresiven, se ne more odločiti, da bo svojim ženskom. Napačno razumevamo in zamenjujemo agresijo z nasiljem. Sam tukaj, da se razumemo. Torej, če bomo mi razdeljeni, smo lahek plen, smo šibki, zato se moramo resno povezati. Resno, ker ne gre več za cepljene, ne cepljene. Gre za svobodo, za pravice, ki so nam jih izbojali. V bistvu, hvala, gre za pravice, ki so jih naši predniki izbojevali. Oni so v krvi se borili za to, da smo bili svobodni. In tega ne smemo dati.
prišli smo svobodni na svet, rodili smo se svobodni, imamo pravico, da se gibamo, da hodimo kamorkoli hočemo, da dihamo. Da se gibamo, da grem v Italijo, če hočem, da grem na Madžarsko, če hočem. Danes sem si sprintala deklaracijo o državljanskih pravicah. Meni je šlo na jok! Zato, ker se nam krši vse po vrsti. Krši ustavo, krši mednarodno ratificirane pogodbe, katerih podpisnica je tudi Slovenija. Ali postavljam vam vprašanje, Slovenci, ali se tak sistem, ki deluje proti ustavi, proti pravicam, proti svojemu lastnemu ljudstvu, ne govorim o slovenski vladi, ker je nepomembna. Gre za svetovno zgodbo, ki se dogaja po celem svetu. Vlade so samo marionete, ker če zdaj odstopijo, bo odletel kot knofit gat. Ali dajmo musko narediti na to. Ne. To me nas skrbi lopovi, da ne bomo v bistvu izvajali kakšnega nasilja. Poudarjam, jaz si ga resno želim, dajmo pokazati, da smo kultivirani, ker jaz menim, da samo čakajo, da naredimo napačen move in bo po nas. Zato se moramo obnašati modro, pametno, kot junaška množica, ki misli svojo glavo. Čeprav množica kao ne bi imela, ampak ima pa vsak od nas, etko. Torej, še to, ali se vam zdi pametno podpirati sistem, če deluje proti nam? In kaj bi mi naredil? A ste sposobni od danes naprej delati to, da se ne razdeljujemo več? Briga nas, bogat, reven, sreden sloj, kaj na in, kaj mina, meni je vseeno, se in cepi zato, ko hoče na morje. Pa on ima pravico, ampak jaz imam tudi pravico, da se ne cepam. Torej, jaz dam tak mir, daj ga še ti len. A smo sposobni razumeti en drugega? A smo sposobni razumeti sebe? A smo sposobni sebe imeti radi? Jaz bom iskreno povedala. Jaz sem bila takrat na protestih, je bilo ful premalo ljudi. Jaz sem rekla, Slovenci se nimajo radi. Danes ste pokazali, da se imate radi! Edina pot, to je moje mnenje, je pot združevanja. Drugače nam ne bo uspelo, pa veste zakaj? Ker smo vsi na istem čolnu. Cepljeni, ki mislijo, da bo imeli svobodno življenje, dragi moji, ne boste ga imeli. It's just a question of time. Posiljujejo maske, govorijo o naslednjem odmerku, pravijo, da se morate testirati. Prosim vas lepo, mi smo vsi na istem čolnu. Dajmo si pomagati. Dajmo delati to. Ni šans, da nas premagajo, če smo združeni in dojamemo, da imamo moč. Nas je 90%, če pozabimo na delitve. Delitev je osnovni princip pred vojno. Najprej ljudi razdeliš, da se pokoljejo med sabo, pa še ti končaš, kar je treba z minimalnim trudom. Imam 3 vprašanja kot bivša novinarka. A je kdo tle, ki mi lahko na njih odgovori? Če je testiranje nujno, recimo, dajmo se zdaj pogovarjati o tem, da se bomo šli testirati, čeprav sem proti temu. Če je testiranje nujno, zakaj ga ne krije zavarovalnica? Zakaj? Ja, koliko plačujemo? 80 € na mesec. Ko so ljudje klicali na zavarovalnico?
Jaz nisem klicala. Aha. Kako? Okej. Prosim, vi tamle, ki žvižgate, pozivam vas k miroljubju, k ljubezni, prosim. Čakajo, da bomo naredili kaj narobe. Možno je, ne strašim vas. Prosim, bodite kultivirani. Mirni, dostojanstveni, ne delaš zdaj. Ej, prosim vas, ne pasne finte, ne izvajati nasilja, ne biti agresivni, ker samo čakajo. Bodimo, pokažimo, da smo boljši, pokažimo, da obvladamo komunikacijo, da je spoštljiva. Prosim vas, policiste, pustite na miru, prosim vas, ker ne veste, kakšne so njihove zgodbe. Oni niso naši sovražniki, so ljudje, vsi smo na isti barki. Ne padati na provokacije. Okej, vprašala bi neki. Zavarovalnice. Pištamo zavarovalnice, ne začnejo krit testiranje, če ga hočejo imeti. Jaz sem proti testiranju, da je jasno. Zakaj tisti na pljunek niso dovolj, če moram nositi masko? Kdo mi to lahko razloži? Zakaj krvna preiskava na proti telesu ni legitimna? Včasih je bila krvna preiskava alfa in omega, da se ugotovila, gre za virusno ali bakterijsko okužbo. Pustimo to, a je virus posledica ali vzrok. Pustimo medicinsko doktrino po Rockefellerju. Včasih je zdaj takoj na preiskavo. Danes pravijo, da krvna preiskava ni merodajna. Zakaj ni merodajna? Najlepša hvala vsem, ki ste prišli. Prosim vas, držite do konca v ljubezni, pokažite slovenski vladi, da obvladate komunikacijo, ki ni sovražna, ki ni ustrahovalna, ki ne sramoti nikogar, ki spoštuje, ki razume. Pokažite ji, da obvladate to bolj, ker vem, da obvladate. Ne enega razloga, da bo danes tukaj karkoli šlo v smer, ki ni dobra za nas. Imejte se dober, imejte se radi, imejte se fajn, mir, ljubezen, zdravje! Ker imamo lahko, se na tega navajanja elektrike ni. A se imate fajn? Taka masa ljudi bo dosegla spremembe, to mi verjemite, in samo to smo naredili. Naslednja na vrsti je učiteljica, ena redkih, ki je pokazala jajca. To je učiteljica Bojana. To je učiteljica Bojana, ki so jo mediji želeli linčati, ustvarili so pa junakinjo. Poslušimo. Zakaj smo danes tukaj? Zato, ker želimo drugi glas, ker želimo drugo mnenje, ker želimo dialog. Vsi, ki ste spremljali v četrtek Tarčo na Sloveniji, na RTV Slovenija, ste videli, da v Sloveniji nimamo drugega mnenja, ni drugega glasa. In kdor se ga oglasi, ga diskreditirajo, uničijo in žalijo. Tukaj, v tej hiši, so želeli sprejeti zakon proti sovražnemu govoru. Kdo v Sloveniji uporablja sovražni govor?
Tukaj, na tem mestu, se zahvaljujemo vsem tistim politikom, ki so me označili za ne vem kakšne učiteljice že. Se opravičujem, samo malo bo nadaljevala Bojana. Naprošam gospe in gospode ob cesti, da se malo umirijo. Lepo prosim, da ne uničijo tega veličastnega shoda. Ne provocirati policistov. Lepo vas prosim, gospe in gospode na cesti. Končno nam uspe, da zberemo masi ljudi, ne počnite tega. Prosim vas, pridite bliže sem. Uspelo nam bo brez teh provokacij. Lepo prosim. Še enkrat ponavljam, prosim ljudi na cesti, ne delajo težav. Prosim vas, vrnite se nazaj k masi ljudi. Ne provocirajte, ker bo imel sam težave zaradi tega ljudje. Pustite policiste, premiri, lepo vas prosim. Protest je najbolj učinkovit. Ja, imam srečo, da me prekinjajo, ampak tokrat ne bomo zamerili. Zakaj smo tukaj? Tukaj smo zato, da vsi skupaj sporočimo slovenski politiki, da ne bomo dovolili, da nas delijo na cepljene in necepljene. Dovolj je bilo teh delitev. Svoboda odločanja o mojem, tvojem, našem telesu, tega ne bomo dovolili, da nam vzamejo. To je zapisano v naši ustavi. In to vemo vsi. Vsi, ki smo kdaj vzeli v roke Ustavo Republike Slovenije. In na tem mestu pozivamo vse učitelje, ki poučujemo naše otroke, da ne dovolimo, da bi naši otroci postali resnične žrtve tega covida. Pomagajmo otrokom! Vsak četrti študent, smo lahko slišali, ima samomorilne misli. Potrebuje pomoč. Tukaj na tem mestu vas pozivam. Denar, ki ga namenjate za cepiva, za teste, prosim, dajte za naše otroke. Vemo, da je čakalna doba za študente 5 let, da pridejo do strokovne pomoči. Kje so tisti otroci v osnovnih šolah, ki sploh ne pridejo do strokovne pomoči? Zakaj dajemo denar za nekaj, kar ničemu ne koristi? Vem, danes sem prebrala v medijih, trmoglave učitelji bomo ukrotili. In vem, jutri bodo zopet zvonili telefoni in jutri bodo spet pisali o meni kot učiteljici, ki ne spoštuje naše oblasti. Ampak meni je prva in edina in sveta ustava. In vprašam vas za konec eno stvar. Ali veste, zakaj so kipci tukaj na parlamentu goli? Zakaj? Zato, ker smo pred zakonom vsi enaki. Hvala. Ali gremo še enkrat pozvat k odstopu? Janez, odstopi!
bakli obrodile so trte vince nam sladko. In nam oživlja žile, srce razjasni vino okus. Naroja prosto vsak, ne vrage so se Dragi moji Slovenci, srčna hvala, ker ste danes tukaj. Hvala, res iskreno hvala. Na ta moment sem čakala 1 leto in pol. In lahko si zaploskamo. Zakaj smo tukaj? Zato, ker čutimo, da to, kar se dogaja, ni prav. A je res? Ni prav. Ne rabimo nobenih znanstvenih dokazov, da vemo, da ni prav, ker čutimo globoko v sebi, da to, kar se počne zdaj, ni prav. Ja, res so lopovi, drži. In to, kar se dogaja, je dobesedno genocid nad človeštvom. In veste, danes sem bila na pumpi, pa mi niso hoteli dati bencina. A se je še komu to zgodilo? A se vam zdi to prav? Meni tudi ne. In jaz sem odločena, da jaz se tega ne grem, ker želim biti svoboden človek, ker to tudi sam. A ste tudi vi? Ne plača take visoke cene za ponujeno svobodo, ki to v resnici ni. Ker svobodni smo v resnici sami v sebi. Ja, kje je Werner? Werner! 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 Pozdravljeni, dragi prijatelji moji! Narod, samo ustrajati! Samo ustrajati treba! Nobenega obsojati in srcem naprej! Bodite cepljeni z ljubeznijo! Samo z ljubeznijo! In ničela nič ne bodo! Upam, da se čim prej vidimo tako na koncertu! Pa da skupaj pravimo svobodni, brez mask, brez PCT-a, to ne obstaja. Rekla smo, mi smo naprej tako. Zdaj nam bo najlepših vokalov v Sloveniji, Saša Landero, zapela Zdravljico. Snemajmo jo, posnemajmo jo. Naj se ne sliši veselje! En lep pozdrav vsem skupaj! Hvala vam, ker ste tukaj! Hvala vam, ker se lahko počutimo neskregani, povezani in da se razumemo. Res hvala, da ste tukaj. In to smo mi, ljudje, ki razumemo, ki imamo odprto srce in ki razumemo vsako odločitev, ki jo nekdo sprovede. Ne prenesemo pa sovraštva, ki ga sejejo med nas. A je res? Živi naj si narodi, ki trpeljivo čaka dan. Darovjak, prost bo vsak.
Darojak, brez besed, ne vrag, le sosed moj. Ne vrag, le sosed moj, ne jak. Bratje in sestre, ljubezen se vrača v svet z mojstrstvom in matrica samo straši, ne bojte se. V sebi imate moč nad svojo iluzijo. Hočemo svobodo! Hočemo svobodo! Hočemo svobodo! Hočemo svobodo! Hočemo svobodo! Tako je, tako kot ste rekli, hočemo svobodo. Najlepši možni dokaz je danes tukaj. Ta številka ne znam niti oceniti. V medijih bojo rekli, da vas je bilo par 100. Jaz predvidevam, da vas je čez 20 000. Zoran! 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 Stop korupciji in kraji javnega denarja! Stop uničevanju življenj! Stop ubijanju ljudi! Vrnite nam naša življenja! Od danes naprej mora biti država spet v rokah državljanov. Zato takoj predčasne volitve in takoj ukinitev vseh ukrepov in priporočila. Hvala vam ljudje, od zdaj naprej bomo pritisk samo še stopnjevali. Treba jih pustiti na miru. Narobe delate. Narobe delate. A nas boste izbrisali? Samo ne nas izbrisali. Da, gospa je šarka. Ona pa se... Zdaj se bo začel dogajati.
Najbolj pristni, najbolj špljivi. Oni delajo svoj del. Če misliš, da bojo na tvojo stran stopili s tem, da jim boš ti izkazoval nespoštovanje, ne bo šlo. Oni delajo svoj del. Hoćem Janša! Hoćem Janša! Vaša pot! Prosimo vas da zapustite obične Šubićeve ceste. Prosimo vas da ne kršite javne rede i miru. Prosimo vas da poštovate navodila dodajemo na skladu policija i sreda. Udeležite smo da prosimo da zapustimo obične Šubićeve
Ih je že strah! Idemo! 200 kila! Noč na noč, noč! Aj, čao, ovdje! Ajmo da se pijemo! Malo se pičkite!